ker ne pozab, ne. Vseh konjev sem že prej rekel, da je 280. Dobro jutro. Ptički, pa zaenkrat nič drugega. Pa zdaj ne, v karanteni, ki je tukaj enih izzivov, ne, sem še sam sebe enega postavil. A veš, Miklavška občina, ne? To je več ali manj občina brez ovinkov. Mislim, takih, da imajo glih ta prav radi, da znotraj omejitve hitrosti lahko s športnim avtom fejst uživaš. Več ali manj, ne? So sam ravnine. A mi ne verjameš? Zato zmeri, ko grem eno rundo z avtom, nikoli ne rečem, da grem en krog. Rečem žena, jaz grem en kvadrat, prijem nazaj kmalu. Ja, nič. A gremo pogledat, če najdemo kaj. Dobro, se veš, kaj je bilo najlažje, ne? Napisati si list papirja, da imam neodložljivo službeno pot, pa bi špricnil kaj na Pohorje, ki je 10 minut stran. Ampak meni se zdi bolj zabaven, ne? Meni se zdi bolj zabaven, če lahko v svoji občini najdem en jebeno dober ovink, zato ker jih ni. Če ne verjameš, lej to. No, saj drugače imamo tudi en fleten rondo, ne? Ampak to pa vsi vemo, da ne šteje, razen če si butl. Tako da, gremo naprej. Vidiš, ta ovink ima v osnovi potencial, ampak je nepregleden. Tudi približno ne veš, kaj prihaja nasprot. Ni vsak ovink dober ovink. Pa še nekaj je res. Ja, v tem trenutku sem že v drugi občini. Par 100 metrov stran od bajte. Pa še nekaj moraš vedeti. ST ima, tako kot večina sodobnih avtomobilov, tudi različne vozne programe, ki so povezani z trdoto vzmetenja, nasplošno z vozniško izkušnjo. Jaz moram priznati, da vozim skozi v sport. Ja, avto je malo manj udoben, ampak v kontrasmer pa pride tole. Hashtag pok. No, kaj zdela? Drugače pa drugi vozni programi, ki jih šaltam tukaj na volanu, so še Slippery, Normal, pa ta Sport, ki ga jaz uporabljam. Ta zadnji se imenuje pa Racetrack. In v tem programu avto izostri vsa svoja čutila. Predvsem pa mejo, ki ti jo na en način postavlja stabilnostna elektronka, dvigne še malo višji. Tako da imaš ti malo več lufta, s katerim se lahko igraš, kar pomeni, da vse skupaj lahko potencialno malo bolj nevaren, če ne veš, kako upravljati z visoko zmogljivim strojem, pridemo do motorja pozneje. Dobro, tukaj, ko se obrneš proti Ptuju, zelo hitre stvari pa postanejo vsaj malo bolj zanimive, ampak to je, ker da se človek norca dela, zato ker padeš že v drugo občino. Mi noben ne verjame, ko začnem to razlagati. Mi nimamo ovinkov. Jaz imam pa avto, ki je ovinke zaljubljen. A veš, stari, jaz bi rad dal to avto, česar si želi, ampak mu preprosto ne morem. Saj, da se razumemo, jaz ful uživam v pospeških, takrat, ko čutiš vso tisto silno zmogljivost motorja. Sicer sem o motorju že govoril, konec koncev sem ta avto že peljal, bom dal link na tisti vlog, to je tudi vlog, v katerem sem vozil tudi Forda GT. 2,3 litrski štirvaljnik poganja Focusa ST. To je enak motor, ki ga lahko srečaš tudi v Mustangu ali pa v Focusu RS konec koncev. Pa konjev vseh skupaj je na voljo 280, pa 420 Nm navora. Pa turbopolnilnik ta je kar pameten. A veš zakaj? Ker uspe zadržati visok tlak za trenutke, ko bi si ti želel hipenega pospeševanja. A veš, predstavljaj si, da je motor živ organ, tako kot recimo pljuča. Pljuča rabijo veliko zraka za dihati, več ga dobijo, bolj so zadovoljna. No in če turbopolnilnik miruje, če se tista vetrnica znotraj polžka ne vrti dost hitro, dost kmalu, pol prihaja do turbolega. Pa tudi elektronka je dost pametna, kad ti teraš, mingrde, evo ga lep ta drevo. A ni lep, no? Veš, kako hitro mene stvari zmedejo, zdaj sploh ne vem več, kaj sem hotel reči. V glavnem to, no, v osnovi je tako, da je turbopolnilnik vedno pripravljen na to, da ti pomaga, da iztisneš iz motorja maksimum. Ok, pojmo naprej. Jaz se drugače že malo bupam. Saj ni ovinka, no. Drugače pa menjalnik je ročen, dober izdelek, kratki hodi, 6 stopenj, to, kar se pač v takem avtu pričakuje, s tem sem zadovoljen. Oba, hitro, prehitro. Drugače pa, če smo že tukaj, ne, zakaj pa ne bi pokazal še tole? A veš, za otroci se dostkrat sprehajamo tukaj ali pa vozimo s kolesi, pa je vedno zanimiv narediti en pit stop. Tole, kar vidiš, to je rimska gumila. Lej, je tukaj vse razloženo. Leto, prvo raziskovanje leta 61, po leta 2002 nadaljevanje, ko smo končno raziskali grobno kamero in odkrili bazo za spomenik, ki je nekoč stal pred gomilo.
Vidiš? V bistvu obnovljena, ponovno zgrajena grobnica iz rimskih časov, da si znaš predstavljati, kako je to izgledalo včasih. Pa še par stvari so najdele. Vidiš, tole mislim, da so žare, vidiš, se piše in dodatki iz stekla, pa še na tej strani različne druge najdbe iz kovin. Tukaj ponovadi pauza, otroci gor lezejo, nekaj pojemo, pičimo dalje. Ok, gremo. In grede, všeč mi je tale pozdrav, ko ga ST pripravi vsakič, ko avto prškeš. Luštna grafika, ne? No in hecen, ne? Tukaj pri gomilah najdemo en lušten uvink, ki je pa tako kot unta prvi, ki sem ga pokazal, nepregleden in zato nevaren. A veš, je tako stari, če imaš ti športen avto, ni kar vseeno, kam ga greš hitro pelat. Različni uvinki, različne stopne tveganja, še posebej, če se zavedaš, da se na tistih cestah pogosto znajdejo sprehajalci, kolesarji. Fajn je, da najdeš ravno ta prav cek ceste, ki je pregledna, kjer radi ovinkov, tako kot sem prej omenil, ni prevelik, ker pomeni, da hitrost ni prevelika in da lahko znotraj nekih varnih hitrostnih gabaritov preizkusiš, kako se avto obnaša. Predvsem je pa smešen, ker folk dostikrat pravi, v Sloveniji itak ni cest, na katerih bi lahko preizkušal zmogljivosti avtomobila. Slovenija sploh ni dežela za športne avte. Itak so vse ceste zmahane. Ne, to ni res. Drži, da je veliko cest v slabem stanju, ne. Ampak kdor ve, stari mimo tokenih lepih, preglednih, čudovito vzdrževanih asfaltnih kač, da si ti tudi misliti ne moreš. In svoje najljubše, ste me pa že večkrat vprašali, ne bom razkril nikoli. Drugače pa zdaj smo pa že praktično naokoli. Jaz sem spet v naselju, uvinka takšnega konkretnega najdu nisem. A veš, je jeba, ne, ko se preseliš iz občine, kjer je takšnih uvinkov. Kolikor češ, ne pozabi, jaz prehajam iz Lukovce pri Domžalah in tista občina je že sama po sebi, če gledaš topografsko, veliko bolj gričevnata. Tu prinese mrskakšen klanc, mrskakšen uvink več. Nimaš kaj, win sem, lose sem. Je pa po eni strani tako, da brez veze, da se pritožujem. Jaz sem se en lep čas družil s Focusom ST. Videz je stvar posameznika, ne. Po eni strani zadnjič sem srečal njegovega predhodnika, bi si upal reči, da je na mrzkakšen način še malo bolj oster. Lej, kažem par slik v primerjavo. Si videl, ne? Ampak za obliko to se mora vsak sam odločiti. Meni recimo je všeč tale sprednji del, ki je dosti našpičen, zadnji, pogled. Tukaj se mi pa zdi, da ko pride do tiste dinamike, da mu pa majčken zmanjka. Je pa en detalj, ki mi je noro všeč. A se spomniš prejšnji avto, kako je mu izpuh narejen? Na sredino je bil postavljen, takole je izgledal. Saj bo še kar atraktiven, ampak meni pri športnemu avtu nič bolj všeč, kot preprost ror. Takšen, ki se ne pretvarja, obenem pa v šusu, ko ga zagledaš, vidiš, da gre pa tukaj zares. Vidiš? Lej, pomemben je, da ST ostaja športnik po duši in srcu. Predvsem moram pa pohvaliti stvari, ki se dogajajo pod karoserijo. Ta podvozje, pa ta krmilni mehanizem z menjalnikom, v sodelovanju z zelo učinkovitimi in različno nastavljenimi voznimi programi, pa ne pozabi, še kar učinkovita tudi elektronsko krmilna zapora diferenciala, tako da, ko zapuščaš uvink, nimaš občutka, da bi ti volan probal iztrgati iz rok, ker ne pozabi, vseh konjev sem že prej rekel, da je 280. Koliko je to 30 več kot prej, pospešek od 0 do 100 pa za skoraj sekundo boljši. 5,7 sekunde. Toliko rabiš za ta osnoven šprint. Za konec pa še eni stvari se ne moramo izogniti. Kup enih tekmecev je, ne? Meni najprej šinata v glavo Hyundai i30N, pa mogoče še Renault Megane RS. Stari, le tako bom rekel, Ford Focus ST je predvsem v primerjavi z avtomobiloma, ki sem jih omenil, deluje, kot da je malo manj šarf. Se mi zdi, da je v njem malo manj huligana, da je malo bolj prijazen, ko prije do vsakodnevne vožnje. Dobro, enakovreden je, ko prije do pokanja. A veš, se mi zdi, da je ST ene vrste stopnica med recimo Megane RS Trophy, ki je res hardcore, ki čutiš, da bi rad napadel v vink v vsakem trenutku, pa med Seat Leon Cupro. Tista avto je pa, ja, boljš konje že ne moreš skriti, pa vsem leti kar raketa. No, to je pa nekje vmes. S tem, da se razumemo, ne trdim, da je ST počasen v ovinkih. Zabavno ga je pelat, ta faktor je zelo visok, kar je dost pomemben. In ravno zato verjamem, da bo našel veliko enih kupcev. Ok, jaz pa tale model se poslavljava, če imaš čas, prosim lepo, piči na YouTube, v tipki Komotar pa Ford GT. Tam boš najdel video, kjer vozim enega, ali pa verjetno najbolj brutalno avto, kar sem jih kadarkoli pelil. In v začetku tistega videa je pa tudi prva vožnja ST-ja, kjer povem še več podatkov. In to je, mislim, da to. A smo zaključili? Smo. Občina brez ovinkov.